Slovenski gledališki inštitut je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije v okviru evropskega projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam organiziral strokovni simpozij Gledališča prisluhnite. Tudi gluhi in naglušni želijo uživati kulturne dobrine. Torej, ministrstvo s dostopnostjo do kulturne dediščine v najširšem pomenu ranljivim skupinam ukvarja že več kot 10 let in v teh letih so bili opazni že vidni napredki, vidne izboljšave dostopnosti. Ne le fizične dostopnosti do muzejev in do muzejskih zbirk, ampak tudi dostopnosti do vsebin, saj več kot polovica muzejev, ki jih programsko financira ministrstvo, že zagotavlja dostopnost najširšim skupinam obiskovalcev. Od državnih muzejev je dostopen, inkluzivno dostopen Slovenski etnografski muzej, poleg tega pa tudi še v okviru Narodnega muzeja Depojski prostori, pravzaprav oddelek za uporabno umetnost na Metelkovi in pa Moderna galerija, muzej sodobne umetnosti in pa tudi zdaj bo Narodna galerija, ko bo zaključen postopek adaptacije. Seveda zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev namenjenim investicijam bistveno v zadnjih letih upočasnjuje. Želeli bi, da gre to hitreje, a ne? Sogovornica je še poudarila, da mora vsaka javna kulturna ustanova, program katere sofinancira ministrstvo, letno pripraviti vsaj en projekt, ki je dostopen ranljivi skupini obiskovalcev. Osmi člen akcijskega programa za invalide za obdobje med letoma 2014–2021 predvideva ukrepe za spodbuditev kulturnega udejstvovanja invalidov. Se pravi, da se bojo financirali še naprej, se pravi knjige, časopise, recimo prilagojeni invalidom, da se bojo sofinancirala nabava, recimo gradiva v prilagojenih tehnikah, a ne, se pravi v slovenskih splošnih knjižnicah, da se bo tudi zagotavljalo digitalizacijo, ne, vsebin prilagojenih različnim pripadnikom različnih skupin invalidov, a ne, tudi predvideno, da se spodbuja, a ne, pač vključevanje, se pravi gluhih in naglušnih, na splošno pač invalidov v kulturo, a ne, se pravi umetniško, bom rekel, ustvarjanje. Je pa problem, ne, kako bo sredstva, ne, glede na to, da se krčijo in bo verjetno tudi marsikakšna taka stvar, ki je bila pač predvidena, ne bo realizirana ali pa. Dostopnost avdiovizualnih medijev za senzorne invalide ureja več zakonov. Zakon o medijih, zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, zakon o RTV Slovenija in zakon o Slovenskem filmskem centru. Kako lahko kljub jasno zapisani zakonodaji ukrepajo gluhi in naglušni gledalci, ki ne morejo spremljati medijskih vsebin? Imamo dve inštituciji, dva organa, ki sta zadolžena za spremljanje in uresničevanje zakonskih predpisov. To je Agencija za elektronske komunikacije in inšpektor na našem ministrstvu, pristojen za kulturo. Inšpektor ponavadi deluje na osnovi prijav, ne, ker je en sam in področje medijev ogromno, ne, tako da ne more preventivno delovati, ne, tako kot bi si marsikdo želel. Je pa seveda stvar uporabnikov, ne, da če opazijo nepravilnosti, da stvar javijo. Imamo seveda najprej se za
Hvala, zelo lepo, da se nekako tako sodelujete za šolo, z zavodom tam v Mariboru in nekako pripravljate predstave, da se otroci ne počutijo izključeni, so integrirani nekako v ostali krog otrok gledalcev. In tukaj z nami pa še danes Tatjana Doma. Sekretar Oven je pojasnil, da Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ni pristojno za sankcioniranje RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na dostopnost vsebin v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe in s podnapisi za naglušne, temveč lahko zgolj opozarja na nepravilnosti in odstopanje od poslanstva javne televizije. Na simpoziju so gluhi in naglušni javno opozorili na pomanjkljivosti v slovenskem kulturnem in medijskem prostoru ter resorno ministrstvo pozvali, naj v večji meri podpre manjšinsko kulturo gluhih v slovenskem znakovnem jeziku. Seveda vemo, da so reakcije drugačne, se prilagodimo na odru pri temu. Splošno likovno gledališče samo po sebi, kot pravim. Nekako, če ostanemo pri tem, je seveda pohvalno lepo, če je tako živo dogajanje na odru, ki ga lahko spremljajo tako gluhi kot nekako slišeči otroci, ampak kako veliko pa je kaj povpraševanje to predstavlja? Seveda je na mestu vprašanje, kdaj, kot ste vi omenili, kdaj se to splača, oziroma kdaj je odločilo, kdaj ne. Dejansko pa je res, da je v nek proces vpleteno ogromno ljudi, velik vložek. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je na strokovnem simpoziju podala še pobudo, da bi vse kulturne ustanove, ki so opremljene z indukcijsko zanko za uporabnike slušnih aparatov, enotno označili s posebnim znakom.